Spoštovane in spoštovani, sem Mihael Toš, avtor projekta Kein Kampf. Smo v tednu Spominjamo se šova 2022 in smo pri četrtem videu, ki je animacija VR 360 Ego Mode. V predhodnem videu sem predstavil animacijo Holocaust, predelana oziroma nadgrajeno na VR tehnologijo in postavljeno v meta pozicijo. Sedaj si bomo na začetku ogledali nekaj kadrov klasične animacije, potem nekaj kadrov meta pozicije in pridemo na nivo ego pozicije. Männer rechts, alte Frauen und Kinder links. Männer, Arbeitslager, Frauen, Kinder, alte Brausebad. Sonderkommando, Gepäck, Wertsachen sortieren. Juden, was soll das? Arbeiten, habe ich gesagt. Juden, Brausebad, ausziehen und duschen. Zyklon B. Sonderkommando, an die Arbeit, aber rasch. Sonderkommando, Leichen durchsuchen, sofort brennen. Se pravi, ta animacija, ki smo sedaj videli, je sedaj pripravljena za VR 360 očala. Sedaj si bomo pogledali posnetke zaslona in kot rečeno, pripravljeni sta dve verziji. Prva verzija je meta pozicija. Meta pozicija pomeni opazovanje od daleč, se pravi neupleteno. Prikazuje animacijo v klasični obliki, v tehniki, da jo je možno gledati na računalnik brez VR očal in tudi z VR očali, ki daje občutek, da se gledalka oziroma gledalec nahaja na lokaciji. Animaciji je dodan virtualni lik Borisa Pahorja, ki potem vodi skozi izobraževanje in služi dvigu zavedanja. Kar smo videli v videu, je bila klasična animacija Holocaust,
Potem drugi del je bil VR 360, metapozicija, se pravi opazovanje od zunaj kot opazovalec. Sedaj pa se premikamo na ego pozicijo. Ego pozicija animacije pomeni, da človek, ki si nadene VR očala ali gleda animacijo na računalniku, stopi v vlogo žrtve. Se pravi, v predhodni varianti gledamo nekako iz strani, kaj se je dogajalo, sedaj pa gledamo oči na oči. Dejansko gre za to, da je treba pripraviti učne materiale, ki grozo tega dogodka, procesa, ne dogodka, se razume, procesa, na način, ki ne travmatizira, ampak se kljub temu dotakne, prenesejo na publiko. Se pravi, ko gledamo to tematiko nekako z metapozicije, se še vedno lahko počutimo, če se izrazim takole, kot da smo na nekem balkonu in je to dogodek tam spodaj. Ko pa gledamo to temo z ego pozicije, smo pa zraven. In zelo sem se potrudil, da vpletem v to tudi elemente v tem sodobnem času zelo popularnih videoiger. Seveda se zavedam, da to ni videoigra, da to ni hec, ampak gre za znano tehnologijo oziroma poznano tehnologijo, grafične elemente, tako da je tematika privlačna. Cilj in namen je, da se projekt ljudi dotakne, da vklopi miselne procese, zavedanje, ne samo na nivoju tistih nekaj minut, zdaj smo si pa nekaj ogledali, pa gremo nazaj v življenje, ki ga imamo, ampak da po ogledu te animacije se zavedamo, kaj pomeni humanost in si želimo biti humani, se pravi, ego mode je namenjen temu. Pogosto v naših vsakodnevnih življenjih smo priče komentiranju, svetovanju, tudi dajanju neke spodbude, saj pa ni tako težko, pa bo že nekako s pozicije od zunaj. In dostikrat človek, ki se ga to dotika, reče, joj, se pa ne veste, dokler niste doživeli. In to je bil centralni motiv tega. Ne veste povsem, dokler niste doživeli. In na ta način ego perspektive dejansko en del v nas to doživi, ne doživi pa na način, da bi ga travmatiziralo in sesulo. V bistvu ga aktivira na nivoju, da se zaveda, da to ni hec, da to ni nekaj smešnega in da je to zelo resen problem človeštva. Se pravi, sedaj so na voljo animacije klasična, meta mode, ego mode. Kot sem dejal že v predhodnem videu, pa da to izobraževanje vsako leto nekako smiselno časovno pozicioniramo. Januarja material predstavimo, aprila pa je potem na voljo. Se pravi, animacije Holocaust VR 360, meta mode in ego mode bodo na voljo za uporabo od 26. aprila naprej.